izpolnjenim enim velikim ciljem, se pravi za padcem vlade Janeza Janše, da je vstajniško gibanje nekoliko izgubilo zagon oziroma ne uspe več prepričati toliko ljudi, da so bi delili to mnenje. Ja, je žal tako, ampak seveda se veste, da je bil najboljši PR-evec Janez Janša, ker se javno glaso je takoj pozval posredno nekaj tisoč ljudi, da so prišli protestirati. Drugo je pa, če so ljudje protestirali samo proti Janezu Janši, je to katastrofa. Jaz sem prepričan, da velik del ni protestiral samo proti Janezu Janši, ampak proti vsebini, ki jih je vlada Janeza Janše ponujala Sloveniji in ki jo ta vlada nadaljuje. Zaradi tega, zaradi dveh sort ljudi v Sloveniji, zaradi tistih, ki imajo premalo, pa zaradi tistih, ki imajo preveč. Tukaj ste napovedali na vašem transparentu obračun. Kakšen obračun? Jaz mislim, če nekdo nekaj slabega naredi, da mora tudi račune polagati. Hej, brigade, hitrite, razpolite, zatrite požigalce slovenskih domov. Držali ste napoved iz intervjuja, prišli ste s transparentom, prvič smo imeli, drugič go in tretjič home. Verjetno ni potrebno vprašati, proti komu je uperjen. Gotovo, da ne. Zakaj je takšen odnos do ameriškega veleposlanika? Zakaj? Zaradi tega, ker se mi je zdelo, da to naše populistično gibanje nekako pozablja na zunanjo politiko, ki pa je zelo pomembna seveda. In naša zunanja politika je v zadnjem času začela v slepo ulico. Mi smo v bistvu, če pomislite na tisti dogodek v Združenih narodih glede Palestine, odigrali zelo klavrno vlogo in po mojem je treba pa vendarle odkriti znova nekaj nacionalnega ponosa, se postaviti na svoje noge in biti prepoznaven v svetu. To je posebno za en majhen narod, če toliko bolj pomembno, ker če ne te spravijo v koši in te ne jemljajo v poštev. Manj ljudi je kot na prejšnjih, recimo vašo oceno, vaš komentar na to? Mislite, da ta interes pada? Ne, jaz mislim, da je kar precej ljudi, glede na vso skepso, ki je seveda prisotna v javnosti, glede na poskuse, ki prihaja z politike, da to gibanje razcepi in da sformira, je to, mislim, da kar lepo število ljudi danes tukaj. Vstajniško gibanje je na neki prelomni točki. Dobili smo močno civilno družbo, ki je nismo imeli 20 let in ustanavljajo se nove stranke.